Pozdravljeni! Danes vam bom govorila o imunskem sistemu, ker imunski sistem je tisti, ki je ključen za naše dobro počutje. Z vami sem Minka Gantar in da boste lažje spremljali vse skupaj, sem pripravila predstavitev, tako da bom kamero obrnila, ker bo vam bolj enostavno spremljati vse skupaj in potem, ko bo čas, jo obrnem v drugo smer. Takole, zdaj pa samo preverim, če vi vidite to, kar želim, da vidite. Takole. Vidite, no, krasno. V glavnem, lejte, ko mi gremo z vsemi skrbmi v posteljo, se zgodi, da imamo gužvo v postelji. Enostavno naše telo ne zmore, ne gre, ne more sodelovati, ne more predelati vsega, kar se dogaja, sploh če hodimo prepozno spat in to, kar razmišljamo zvečer, se nam dobesedno uskladišči v našo podzavest. Zato je tako pomembno, da aktiviramo srčno energijo. Srčna energija je pa tista, ki vpliva na dobro počutje našega telesa. Zakaj? Zato, ker je takoj za tem predelom srca je imunski, se pravi, je center za imunski sistem, ki se imenuje timus, in ta timus je ključen, da sploh naš imunski sistem dobro deluje. Srce potrebuje radost. Srčna energija je tista, ki je močnejša kot vse drugo na svetu. Srčna energija z radostjo, ki je prežeta z radostjo, ne pa skrbjo, ker skrbjo pa blokira. Zato je pomembno, da dajte čim več veselih misli, čim več dobrih misli, čim večkrat rečete sami sebi kaj lepega. Iščite lepe stvari, iščite tisto, kar vas navdušuje. No in naslednja zadeva, da aktiviramo vse skupaj, je pa tukaj timijan. Timijan je v direktni povezavi s timusom. Zdaj pa kaj je ta zelišče timijan? Timijan, vemo, da materina dušica, slovenski izraz za timijan, če se namažemo na prsih, aktiviramo oziroma pomagamo pri tem, da lažje dihamo. In prav timijan je ključen za pljučne bolezni, za kašelj, takrat, ko imamo težave z dihali, takrat pijemo čaj iz timijana, mažemo se s timijanom, čim več tega, lahko tudi recimo, kdor ima težave z dihanjem, si zelišče da pod blazino ali pa si pripravi tako blazinco iz zelišč, da lažje vdihava zrak. Timijan je ključen za dobro počutje, za dobro delovanje naših pljuč. No, potem pa, če gremo naprej, zanimiv izraz je, da timus je latinsko ime za timijan in v času rimskega cesarstva so pripenjali vojakom na prsa, zato da jim je večal pogum, pa moč, pa srčnost. Tako da v bistvu prav materina dušica je zato, da se prav ta center, ki je povezan s timusom, da aktivira imunski sistem. No, prav čustva so tista, ki so ključna. O tem sem zadnjič govorila, tako da danes ne bom govorila o tem. Tako da za naslednjič, mogoče poglejte si te zadeve, ampak ključno čustvo, ki je najbolj pomembno za to, da aktiviramo srčno energijo, je pa odpuščanje. Ker neodpuščanje se tako globoko zarije v našo podzavest, da kali potem naše centre oziroma nam povzroča tihi stres na celični bazi in tihi stres na celični bazi povzroča, da sebe dobesedno sesuvamo. No, ne vam povem, da zadnji se je meni to zgodilo. Bili smo na enem potovanju in moje hčerke so me opozorile na to, da kako nervozna postanem v vrstah. No, dejansko sem potem začela sama sebe opazovati in sem rekla, opala, pa to je pa res. In dejansko sem prišla domov bolna, ker tihi stres oziroma nek podtalen stres tebe ruši. In tudi, če imate strah glede preživetja, vas ruši. No in potem, kaj se dogaja, ko imamo ta tihi stres na celični bazi? Dobesedno se telo zakisa, ker zakisane misli povzročajo zakisano telo, to je pa potem podlaga za čisto vse ostale bolezni. Se pravi, začne se najprej vneta sluznica, težave s prebavo, potem mogoče
driska, zaprtje, mogoče bolečine v mišicah, v sklepih, nespečnost, lahko so težave s ščitnico, težave s kožo. Vse to kaže, da imate nek totalen stres in da boste mogli nekaj narediti v tej smeri. No, in ta najprej stres, da razumemo, kako deluje sploh stres. Stres povzroča razgradnjo imunskega sistema, razgradnjo kože, mišic, kosti, tudi sivenje. In vsi poznamo, da, nekdo, ki je prišel naenkrat v hud stres, se mu zgodi, da naenkrat osivi. No, in telo takrat prednostno porablja vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kalcij, magnezij, selen, aminokisline, ki so gradniki, in omega 3. Pomislite, takrat, ko ste v stresu in zdaj bolj kot razmišljate o novem virusu, bolj ste v stresu in bolj kot ste v stresu, vse to porabljate, ampak to so pa ključne sestavine, kar vi potrebujete ta trenutek za vaš imunski sistem. In zato, če vidite, da ne morete iz tega ponorelega sveta in ne morete razmišljati pozitivno, podprite telo zato, da si boste ukrepili vaše zdravje. Ker v nasprotnem primeru, kaj se začne dogajati? Ta celični stres deluje na to, da padete v utrujenost, da vam začne vse iti na živce, da enostavno ne zmorete in padete v bolezen. In zaradi tega vi rabite najprej poskrbeti za svoj imunski sistem, ker v nasprotnem primeru vaše telo ne bo zmoglo. No, in poglejte, vse skupaj se začne pri celici. Celica je osnova našega telesa in zdaj, če gledamo, da naša celica more dobro delovati, mi jo moramo nahraniti. Ja, zdaj pa kako nahraniti tole našo celico, da bo dobro delovala? Bolna celica zgleda na takle način. Se pravi, komur manjka dobrih maščob, se začne dogajati, da celica postane nepretočna, enostavno hranilne snovi ne grejo noter, odpadne ne grejo ven, človek se pa počuti, kot bi bil tako, kot bi ga mogel vsak dan majčkeno naviti. Po drugi strani pa zdrava celica deluje na ta način. Poglejte, hranilne snovi grejo noter, odpadne grejo ven. No, in tukaj vam želim pokazati eno stvar, ki deluje na celično presnovo. Kaj je to? To so olja. Olja iz žit delujejo direktno na to, da se odpre celična membrana, da začne celična membrana sodelovati in v glavnem, da se vi počutite močne, da se počutite dobro. No, in kaj je to? Kje to dobite? Vsa hladno stiskana olja so ključna pri tem, da vaše telo začne sodelovati. Ni pomembno, katera olja, ampak uporabljajte hladno stiskana, recimo oljčno olje, bučno olje. Vsa ta žitna olja ali pa tudi bučna olja delujejo na celično membrano in delujejo na to, da spodbudijo celično presnovo. No, tisti, ki ste pa kljub temu, da jeste zdravo hrano, še vedno utrujeni, v tem primeru vam pa priporočam, da si vzamete Formulo 4, zdaj pa samo mečkam, da jo jaz po tejle predstavitvi najdem. Formula 4 je pa prehransko dopolnilo, ki vsebuje noter ključna olja, ki odprejo celično membrano oziroma si pomagate s Pro-Vitality Plusom, to je pa tole, lejte. Pro-Vitality Plus, ali pa mogoče ga takole pokažem, tole vsebuje noter olja iz soje, riža in iz pšenice, soja ni gensko spremenjena, poleg tega imate pa olja iz omega 3, ki delujejo na to, da se tudi izviša imunski sistem, poleg tega pa ta olja delujejo na to, da zmanjša vnetja na celični bazi. No, zdaj pa, če se vrnem nazaj, to, kar sem vam želela od začetka še razložiti, se pravi, ko telo je podhranjeno, začne sporočati. Prva stvar, začne nam vse iti na živce, pozna se na ustnih kotičkih, mogoče imate več mozoljev. Enostavno telo hoče povedati, daj nahrani me, nekaj je narobe z mano. Sploh recimo, če se vam lase kar naprej mastijo, če vidite, da ne zmorete držati koncentracije, pomeni, da boste nekaj mogli narediti. No in sploh B vitamini, poglejte, kje jih dobimo. Rumenjak, mleko,
jajca. In to so zdaj živila, ki so dejansko na zatožni klopi. Ogromno ljudi govori, ne jest nič mlečnega. In prav glutatijon, ki je pa potreben za razstrupljanje telesa, se proizvaja prav iz mlečnih izdelkov, ker imamo aminokisline za izgradnjo snovi, ki nas razstrupljajo. Tudi naravno sredstvo proti napetosti je pantotenska kislina, ki jo dobimo v oreščkih. Zato jejte čim več zdrave hrane, ker na ta način boste nahranili vaše telo. No, in prav B vitamini so ključni za popravilo imunskega sistema. Če vi nimate zadostno količino B vitaminov, pa tudi mineralov, vaše telo ne zmore popravljati samo sebe. In vemo, da ogromno ljudi, tudi vidim pri nas doma, moja ta srednja hčerka, skoraj nič beljakovin ne uživa in logično imunski sistem je narejen iz beljakovin. Tako da sploh te mladi ljudje imajo dostikrat problem s tem, ker ne uživajo. No, zdaj pa tukaj noter, Betagard. Kaj je pa Betagard? Betagard ima pa noter kombinacijo cink, baker, selen, jod, pa ima pa 3 B vitamine, B2, B3 pa B6, ki so potrebni za popravilo imunskega sistema, pa ima pa noter karotenoidne snovi, pa C vitamin. V glavnem, kombinacija točno teh snovi, ki deluje na poškodovano DNK, ki deluje na razstrupljanje celičnega jedra in ki deluje na to, da se imunski sistem začne sam sebe obnavljati. Tako da mogoče je ena taka zadeva, v tem trenutku jaz vam res priporočam, dajte poskrbeti za sebe, tudi s prehranskimi dopolnili, ker vidite, da mogoče s hrano ne boste zmogli vsega. No, zdaj pa pojdimo lepo po vrsti. Kje se začne? Bolezni so doma v črevesju, to je prva zadeva. In bolezni, kot so recimo kandida, ni bolezen, ampak kandida je stanje, je preveč slabih bakterij razbohotenih v črevesju. No, in če mi želimo kandido spraviti v ravnovesje, oziroma če želimo spraviti zakisanost telesa v ravnovesje, moramo najprej poskrbeti za želodec. No, zdaj pa gremo po vrst. Kako poskrbimo za želodec? Kdor ima probleme s preveč želodčne kisline, ne začne uživati več korenčka, aloe vero, pa sezam. To zmanjšuje želodčno kislino in tisti, ki se vam neprestano spahuje želodčna kislina gor, dajte začeti uporabljati aloe vero plus, to je prehransko dopolnilo, lahko dodate kalcij, lahko imate tale Betagard, kar sem vam zdaj razložila, ima tudi noter sestavine, ki razstrupljajo oziroma zmanjšujejo želodčno kislino, in dodati je potrebno probiotike. Probiotike sicer dobite tudi s hrano. Zdaj pa če pogledamo, kje dobite vi probiotike. Probiotike vi dobite, probiotične bakterije dobite, poglejte, v kefirju, dobite v jogurtu, probiotičnih jogurtih, in največ probiotičnih bakterij ta trenutek se nahaja v kefirju. No, tako da, oziroma pa v kislem zelju. Pa imamo pa prebiotike. Prebiotiki so pa vlaknine in to pomeni regrat, zelje, spet kislo zelje. Uporabljajte te zadeve zato, ker to vam bo pomagalo, da boste nahranili dobre bakterije. In uporabljajte česen, čebulo, zato ker ta zelišča, pa delujejo točno na to, da pobijejo tisto, kar ne spada v vaša prebavila. No, in prav, če pogledamo česen. Poglejte, česen krepi imunski sistem, deluje proti infekcijam, deluje proti vnetjem. Dejansko česen je ključ do tega, da pomorimo vse tisto, kar ne spada v naše telo. Ne samo, da je za viruse, deluje tudi proti belemu toku, deluje proti gljivicam. Res, česen je zakon pri tem, da naše telo začne sodelovati z nami. Zdaj pa poglejte, če ne gre s hrano, lahko dodate prehransko dopolnilo česna, in to prehransko dopolnilo 60 tabletk je noter, na dan se vzame od 3 do 6 teh tabletk, in to vpliva na to, da vaše telo zmore tisto, kar ne spada v vaše telo,
pomoriti. Prav za tale nov virus, koronavirus, je pametno, da mogoče ga zdaj začnete uporabljati česnove tablete, zato da si tudi krepite imunski sistem. No, potem, če se vrnemo nazaj, kdor ima pa premalo želodčne kisline, da ga kar naprej boli v želodcu, pa dejansko rabi pri vsakem obroku popiti limono, grenivko in tudi ananas vsebujejo kisline, ki delujejo na dobro delovanje oziroma da imate več želodčne kisline. Tisti, ki imate kipo v želodcu, po obroku popijte en kozarc limonade. Zdaj pa tisti, ki pa veste, da imate ali bakterijo, Helicobacter pylori, ali pa imate razne viruse, pa potrebujete čisto vse, kar peče. Od čebulnic do križnic. Zdaj pa kaj so križnice? Križnice so zelje, brokoli, cvetača, zelje, repa, koleraba, vse to, kar vsebuje sulforafan, kako veste, da vsebuje to snov, vse tisto, ki ima pri kuhanju značilen vonj, tak močan vonj, celo po žveplu, ker vsebuje vse te, to je žveplova spojina, ki pa deluje na celični bazi dejansko na to, da polovi vse proste radikale, vse strupene snovi in onemogoči tudi viruse. No, zdaj pa gremo mečka na zelišča. Zelišča, ki pomagajo pri dobri prebavi, pa ki delujejo na imunski sistem, pa tukaj pelin. Pelin je tisti, ki direktno onesposobi bakterije in viruse. Ne govorimo o pelinkovcu toliko kot o pelinovem čaju. Lahko brez problema pijete sladki pelin. In druga stvar, žajbelj. Žajbelj je eno stvar, da je za grgranje, žajbelj razkužuje in v starih časih so žajbelj uporabljali za razkuževanje prostorov po bolezni. Če je bil nekdo bolan, da so večkrat prekadili prostor, zato da so pač šle vse bakterije ven iz prostora. Uporabljajte čim več tudi brinovih jagod. Brinje krepi imunski sistem in v brinovih jagodah je pa ogromno silicija. Silicij pa deluje proti vnetjem, izboljšuje vid, deluje na kožo in predvsem deluje na to, da krpa načeto sluznico. Ljudje, ki imajo težave s sluznico, dejansko jim žajbelj vpliva, oziroma žajbelj brinje deluje na to, da zakrpa načeto sluznico. No, pa imamo pa tukaj še dve grenčini, arman pa trpotec. Arman ima ogromno grenčin in kot vidite, sam po sebi spominja na eno tako fino metlico, ki deluje na to, da počisti noter po našem telesu. Zadnje čase, ko nabiram regrat, opažam, da žena poganja trpotec. Trpotec ravno tako deluje na to, da okrepi naš imunski sistem, lahko ga tudi naberemo, skuhamo kot čaj, lahko ga pa kar natrgamo zraven in ga poleg regrata narežemo in ga jemo zdajle kot pomladno solato. No in tukaj na sredini, tukaj imam pa še zlato rozgo. Zlata rozga je pa tista, ki je metla noter po naših organih in ki krepi nadledvični žlezi, proti stresu deluje na to, da tisti, ki poslušate preveč novic ta trenutek, da vam te novice, ki vplivajo potem na nadledvično žlezo in vam povzroča stres, da ste bolj mirni in da bolj mirno zaspite, pa predvsem podočnjake vam počisti, deluje na ščitnico, deluje na vse notranje organe in notranji organi, ko dobro delujejo vse dobro. Tudi čisti kri. No in zdaj pa, če pogledamo zmed tega, kaj pa zmed tega dobro deluje na pljuča? Na pljuča dejansko vsa ta zelišča delujejo, ker razstrupljajo telo, ampak prav na pljuča, zdaj bom pa majčkeno preskočila naprej, vam pa želim pokazati, kaj je pa zakon za pljuča. Zakon za pljuča je pa E-vitamin. Vzemite ga kot prehransko dopolnilo, takole izgleda, glejte, to je škatlica E-vitamina, vam tudi pokažem, kako noter izgledajo. Takole izgleda kapsula, na dan vzamete 3 kapsule E-vitamina in deluje na to, da se poveča prekrvavitev čez pljučne mešičke. Zato E-vitamin v tem trenutku v kombinaciji skupaj z
s česnom deluje na to, da se pljuča ojačajo, da se poveča pretok kisika preko pljuč, ker ta nov virus napada točno pljuča. Kje dobimo še več E-vitamina? Poglejte, E-vitamin se nahaja vsem, kjer je maščoba. Ogromno ga dobimo v mandljih, v marelcih, v papriki, olivah, oljčno olje, vsa olja vsebujejo E-vitamin. Potem seveda tudi brinove jagode, špinača vsebuje E-vitamin, avokado, začimbe, recimo kot je rdeča paprika, do kurkume, papaja vsebuje E-vitamin. Tako da dajte uporabljati te zadeve, ker poglejte, E-vitamin je potreben za mladost, za prekrvavitev. In kdor nima zadostno količino E-vitamina, je bolj dovzeten za okužbe. E-vitamin je v maščobi topen antioksidant in je dejansko najbolj ključen prav za pljuča. Zdaj pa, ko gledamo ravno antioksidante. Antioksidanti so vsa tista hranila, ki vse to okrog nas, kar nas napada, spravijo v ravnovesje. Dejansko te podivjane elektrone jih veže na sebe in zaradi tega ti antioksidanti preprečujejo staranje, preprečujejo bolezen. Antioksidanti, da se boste lažje predstavljali, delujejo na ta način, kot bi bila neka svetovna vojna in vplivajo na to, da te podivjane elektrone dobesedno vežejo nase in da jih umirijo. Zato antioksidanti, se pravi barvila iz korenja, paprike, paradižnika, jagodičja, vse, kar je rdeče, tudi špinača, deluje na to, da ukrepi imunski sistem. No in predstopna A-vitamina je prav tako topna v maščobi. Prav zato, dajte mešati skupaj, dajte narediti smuti, iz korenčka pa dodajte avokado zraven, dajte to kombinacijo narediti, dajte uporabljati ta trenutek čim več rdečih barvil, ker rdeča barvila delujejo na to, da vam bojo dvignila imunski sistem. Zdaj, zakaj tako močno to trdim? Na karotenoid kompleksu, ki je prehransko dopolnilo rdečih barvil, so delali raziskave in se je dvignil imunski sistem za 37% v 20 dneh. To je bila raziskava, ki so jo delali ameriško ministrstvo za kmetijstvo. Delalo jo je na prostovoljkah, na medicinskih sestrah in dejansko karotenoidi imajo ključno vlogo pri krepitvi imunskega sistema. Tako da, glejte, rdeča barvila, ampak spet ta rdeča barvila, res bodite pozorni, uporabljajte zdaj čim več korenčka, ampak zraven je treba še vse maščobe zaradi tega, da se sploh veže. Se pravi, ko vi naredite smuti iz korenčka, date noter mogoče tudi kakšen paradižnik, dodajte zraven še mandlje, lahko dodate noter kurkumo, lahko dodate avokado. Zdaj edino pri špinači bodite majčkeno bolj previdni, špinača pa dejansko mora biti kuhana, ker zadnje čase, ko ljudje množično uporabljajo špinača ima pa določene žveplove spojine, ki pa izplavljajo ob velikih količinah jod. Jod je pa potreben za dobro delovanje ščitnice. Tako da v bistvu špinača je že dvorezen meč in več o tem sem pisala v knjigi, ko imajo hormoni žur, prav špinači pripravlja se na maslu ali na mleku, tako kot so včasih naše babice, in treba je svežo pojesti, nikdar se špinača ne pogreva. No, je to zdaj o imunskem sistemu, o tem, kako aktivirati oziroma kako poskrbeti proti oksidaciji. Na oksidacijo, poglejte, kaj še deluje. Rekli smo, vsa barvila, ki so na razpolago, od oranžnega, zelenega, rumenega, karkoli izmed teh barvil, to deluje na jačanje imunskega sistema. No, pa imamo pa tukaj pa vijolična barvila. Vijolična barvila iz borovnic, granatnega jabolka, jagodičja, vsa ta vijolična barvila, pa rdeča, temno rdeča barvila, pa delujejo na vodni del našega telesa in čistijo kri, obnavljajo sluznico, tako da
Zdaj, če gledate, kdaj bi človek to jedel? Ja, najbolj fino je, da zjutraj date kar v smuti, mogoče zmrznjene borovnice ta trenutek, da se jih dobiti v trgovini in nastane krasen jutranji smuti, ali pa mogoče še boljš, dajte si zvečer namočiti v jogurt pa vodo, namočite zmrznjene borovnice, dodate zraven ovsene kosmiče, dodate čija semena in to pustite čez noč, zjutraj dodate cimet, in boste videli, to nastane taka krasna zadeva za vaš imunski sistem, ker pač mrzlih borovnic ni pametno jesti, ne? Se vtajajo čez noč, čija semena pa ovseni kosmiči pa čez noč nabreknejo. No, tako da na ta način boste imeli krasen zajtrk, ki vam bo pomagal pri tem, da spodbudite tudi razstrupljanje in aktivirate imunski sistem. Zdaj pa poglejmo še zelena barvila. Brokoli, cvetače, zelja, repa, koleraba, potem imamo tukaj peteršilj, redkvica. Vsa ta zelena barvila delujejo na celično jedro in delujejo na razstrupljanje našega telesa prav na celični bazi. Vemo, da stari ljudje so ljudem, ki so bili bolni, polagali na prsa ali pa na noge, ko je bila vročina. Zeljnate liste so jih malo potolkali, pa so jih pa navezali na podplate. In nekje sem prebrala, da ljudje, ki so uživali če so dali te zeljnate liste, ki so jih prej imeli na prsih, recimo živina je zbolela. Tako da dobesedno potegne ven iz telesa vse, kar ne spada v vaše telo, in čudežna zelena. Zelena je pa tako neverjetno zelišče, ker to ni zelenava, to je čisto zelišče. Dajte si zjutraj pripraviti napitek, že natešče lahko iz zelene, in to popijte, kar precedite. Precedite, to je iz medicinskega medija. Tisti, ki rabite več informacij, takole precedite sok iz zelene in ga popijete, in dejansko ta sok zjutraj spodbudi razstrupljanje. To naredite še pred zajtrkom. Preden pojeste ta jutranji smuti oziroma ovsene kosmiče s čija semeni, zjutraj, ko vstanete, najprej popijete sok iz zelene. Seveda mora biti ekološko pridelana, ker umetno pridelana, vam jo ne priporočam. Jaz imam še sama nekaj v skrini, tako da se tudi tega držim, da takrat, ko čutim majčkeno podpore, pač zjutraj si pripravim svež, oziroma kar iz zmrznega, zvečer si vzamem zmrzneno zeleno iz skrine, pustim čez noč odtajati in potem dodam majčkeno mlačne vode, zmiksam in potem precedim in popijem. To je direktno za razstrupljanje našega telesa. No, tako da to so ključne zadeve, zdaj pa pojmo še majčkeno na resveratrol. Resveratrol je pa snov, ki jo dobimo pa, borovnice, v ribezu, bezgu, rdeče grozdje, belo grozdje, ameriške borovnice in brusnice. Resveratrol je snov, ki obnavlja možganske celice, ki deluje direktno na to, da se naše telo obnovi, deluje pa, in vsa ta zelišča oziroma to sadje, vijolično sadje, vsebuje tudi alfa-lipoično kislino, ki pa krpa imunski sistem. Tako da, res narava je postregla skup stvarmi za imunski sistem, sploh iz bezga obstaja terjak, jaz ga imam v hladilniku, ker ga mi pač kuha mama, to je pa kuhano bezgova tekočina in ta kuhana tekočina iz bezga, dejansko poznam samo iz Sevške doline po večini, da to kuhajo, in to je pa kot neka smola iz bezga, ki deluje direktno na imunski sistem in odvaja strupe iz telesa. No, se opravičujem. Takole, no zdaj pa če grem naprej, kaj še krepi imunski sistem? D3 vitamin. Ja, in dejstvo je, da ga ta trenutek nimamo prav nič. Ker dejstvo je, da D3 vitamin se proizvaja
takrat, ko je dovolj ultravijolične svetlobe, in to pomeni od nekje maja pa do septembra. In D3 vitamin, znaki pomanjkanja D3 vitamina so podobni kot znaki pomanjkanja B12 vitamina. Zdaj pa kako to izgleda? Razdražljivost, sesutost, vse ti gre na živce, nekoga bi nekam poslal, ne počutiš se dober, kronična utrujenost, težave s kožo, enostavno nisi ta prav. In zato prav D3 vitamin ga je pa pametno zdajle dodajati, ker D3 vitamin pa deluje tudi na nadledvično žlezo. Nadledvična žleza, ko je pa bolj v ravnovesju, pa sporoča imunskemu sistemu, da je mir v telesu in da se lažje telo obnavlja. No in prav zdaj pri D3 vitaminu, zdaj pa grem majčkeno višje, da vam razložim še pomen kombinacije kalcij z magnezijem plus D3 vitamin. Zakaj mi potrebujemo kombinacijo vsega pomal? Zaradi tega, ker kalcij deluje na to, da veže kisline in jih izplavlja iz telesa. Največ kalcija dobimo v mlečnih izdelkih, odlična kombinacija kalcija in magnezija je pa v mandljih. No in takrat, ko ne gre drugače, ko vidimo, da imamo oslabljen imunski sistem, da je treba povečati tudi razstrupljanje telesa, vzamemo Kalmak. To je pa kalcij, magnezij z D3 vitaminom. Koliko vzamete, to so take majčkene tabletke noter, vam bom pokazala. Takle tabletke so noter in vzamemo na dan lahko tudi od 6 do 9 tabletk, se pravi 3-krat na dan po 3. Zdaj pa spet zaradi vezave je pomembno, da vzamemo kalcij z magnezijem in D3 vitamin skupaj s C vitaminom, ker C vitamin pa dodatno veže kalcij in pomaga pri dodatnem razstrupljanju telesa. Zdaj C vitamin imam tudi na spletni strani kot prehransko dopolnilo, tako da v glavnem ga lahko naročite in sploh takrat, ko jaz zbolim, C vitamin enostavno ližem. Tudi pri teh vijoličnih barvilih, poglejte, obstajajo prehranska dopolnila, tukaj je flavonoid kompleks, to so vijolična barvila in ta vijolična barvila izgledajo na tale način in to krepi imunski sistem, čisti vodni del našega telesa. Tudi pri vijoličnih barvilih, ker včasih ne zmoremo take količine oziroma zelenih barvilih, obstajajo prehranska dopolnila in tukaj je pa Cruciferus plus in ta pa zgleda na tale način in ga na dan vzamemo 1 do 3, odvisno od tega, koliko se počutimo utrujene oziroma koliko močno je prizadeto naše telo. No, to je zdaj imunski sistem, zdaj pa pogledamo še eno stvar, kaj pa vseeno še krepi imunski sistem oziroma kako gasi vse skupaj, ko pa že pride do vnetij. Tukaj je omega 3. Omega 3, ribje olje, tega s hrano dejansko premalo zaužijemo in je nujno potrebno, da dodamo pač omega 3 kot prehransko dopolnilo. Vemo, da v lanenem semenu je ogromno omega 3 maščobne kisline, ampak omega 3, ki jo mi dobimo z lanenim semenom, je ALA maščobna kislina, mi pa za proti vnetjem potrebujemo omega 3, ki je drugih virov oziroma ki je živalskega vira. Tako da bi bilo pametno pač poseči po dobrem prehranskem dopolnilu. Zdaj pa zakaj? Zaradi tega, ker dejansko to, kar mi zvečer vzamemo oziroma pojemo, krepi izdelavo rastnega hormona. Rastni hormon pa je tisti, ki krepi naš imunski sistem in vpliva na to, da se mi dobro počutimo. Zdaj pa poglejmo, kaj je za zvečer. Skuta z avokadom, pojemo zraven še pest mandljev, seveda zdaj jagod nimamo, popijemo limonado zraven. Ali pa recimo skuto zmešamo z borovnicami in zraven pojemo še nekaj oreščkov, lahko imamo arašide ali pa brazilske oreščke. Lahko recimo za kosilo jemo ribo in zraven si pripravimo svežo špinačo, ampak tisto, kar ostane, recimo file postrvi, lahko pojemo še zvečer. Špinače, kot smo rekli, ne pogrevamo. Nekaj od zelenjave, lahko papriko zraven pojemo in spet zaradi dobrih maščob pametno dodati še omega 3. Tako da zdaj, če gledamo tole slikco, na ta način, če mi kombiniramo obrok, da je nekaj beljakovin, nekaj zelenjave, dodamo omega 3 zraven, smo rešili naš imunski sistem, ker to je pa zdaj gradben material, da naše telo zmore graditi.
No, in ena taka krasna zadeva, ki je na dosegu roke prav za imunski sistem. In to je, poglejte kaj, tatarska ajda. Tole je tatarska ajda, tale. To je navadna ajda. Tatarska ajda je pa tista, ki ima veliko več vseb, reče se rutin. Ta rutin, tako da prav povem, pa deluje na sam imunski sistem. To je ena vrsta flavonoidov, se pravi teh rdečih vijoličnih barvil, ki delujejo na popravilo naših žil, deluje proti vnetjem, deluje na dobesedno krpanje. No, in prav tatarska ajda je bila tista, ki je naš narod približno 200 let nazaj obvarovala pred lakoto, ker približno 200 let nazaj, to je bilo od leta 1813 do leta 1817, dobesedno sonce ni sijalo zaradi tega, ker je na Tajskem, v Indoneziji, je izbruhnil vulkan in ta vulkan je potem veter prinesel vulkanski dim oziroma saje nad Evropo. In se je zgodilo, da 3 leta skoraj da ni svetilo sonce, bila so deževna poletja z nizkimi temperaturami in ker seveda ni nič zrasel, je zajela Evropo največja lakota 200 leti nazaj. No in tatarska ajda je bila tista, ki je rešila večji del ljudi pred pomanjkanjem oziroma dobesedno pred tem, da bi umrli. Zdaj pa še ena stvar, kaj še deluje na imunski sistem. Pomembno je, da čim manj delujemo na to, da slabimo imunski sistem. S čim slabimo imunski sistem? Kava, kajenje, alkohol. Zdaj zakaj? Zaradi tega, ker vse to izplavlja ključne hranilne snovi, ki so za krpanje našega telesa. Zato čim manj tega. Eno stvar pri alkoholu, kar pa štejem kot čisto zdravilo, je pa brinjevec ali takrat, ko je problem z prebavo, pa z glistami, pelinkovec. To sta 2 zdravili, ampak seveda zdravila se uporabljajo samo takrat, ko si bolan, ne pa vsakodnevno, zato da za preventivo, da ne zboliš. No in še ena stvar, kar paca naše telo, je pa belo. Vse, kar je belo, dobesedno paca. Tega zdaj čim manj uporabljajte. Imamo pa tukaj med, domač med je čisto zdravilo. Ja, lahko rečem to. Čisto zdravilo, uporabljajte domač med, mogoče kakšno žličko, ampak zdaj spet pogledamo, kako skombinirati vse skupaj. Kaj pa, če bi si najdel domače mleko in noter date žličko medu, ker glejte, a ni tako, ko smo bili mi majhni, naša generacija, da smo pili domače mleko z medom in je bilo to nekaj slastnega za krepiti imunski sistem. Pojmo nazaj malo na te stare modrosti, ki so nam jih predali stari ljudje, ker na ta način bomo mi sami lahko poskrbeli za dober imunski sistem. No, zdaj pa poglejmo naprej. Se pravi, sami nadzorujemo svoje zdravje, bolj kot smo v strahu, slabš deluje vse skupaj, no in naše telo potrebuje vodo. Poglejte, ljudje smo energija, ker svetloba, ko se lomi preko prizme, nastane točno sistem čakar. No in pozitivna misel, poleg tega dodamo še vodo, to krepi imunski sistem. Poglejte, potrebovali bi na 25 kg telesne teže 1 liter vode in ljudje, ki so dehidrirani, enostavno se zgodi, da jim pade tudi imunski sistem. Druga stvar pa, ljudje, ki se zahvalijo vodi za zdravljenje, nastane voda v njih ali pa pozitivna misel, takle lep kristal. Dobesedno sami lahko sebe pozdravimo s tem, ko pozitivno razmišljamo. Sami sebe. In zato je pozitivno razmišljanje ključno pri tem, da sebi pomagamo do dobrega počutja, da sebi pomagamo do tega, da se stanje našega telesa uredi. Dajte brati pozitivne stvari, dajte uživati to duhovno hrano in zdaj vam razložim par pozitivnih misli. Karte prehodov v novo dobo. Jaz sama začnem dan s pozitivno energijo. Vsak dan, ko vstanem, rečem stvarstvo, hvala za nov dan.
Hvala, ker sem se zbudila, hvala, ker sem, hvala, ker, glejte, s hvaležnostjo. In potem vzamem karte prehod v novo dobo, potem nam sporočilo, delam dobro in dobro se mi v izobilju vrača. Dobrota. Vam preberem par sporočil, ki so za pozitivno mišljenje. Moje srce je polno dobrote. Vse, kar dam, se zavedam, da se mi v izobilju vrača. Dobrohotnost prežema mojo dušo, moje odnose, moje življenje. Tudi če ta trenutek dajem več, kot prejemam, vem, da v vesolju obstaja zakon izravnave. Za vsa moja dejanja sem bogato poplačana. Pa gremo naprej na naslednjo sporočilo. Glejte, takole bom eno ven potegnila. Brezpogojno sprejemam in se iskreno povezujem z ljudmi. Iskrenost. Glejte, iskrenost je eno tako čustvo, ki ogromno ljudi skriva. Ja, skriva. No, dajmo, prav skrivanje. Varanje, recimo. Varanje je skrivanje. Kdo z varanjem komu najbolj škoduje? Dejansko, kdor vara, škoduje najbolj sebi. Ampak zakaj? Ker poglejte, strah, da te bo partner najdel, strah, da bo nekdo zvedel za resnico. Razmišljati moraš, kaj si rekel, kaj nisi rekel. In kaj se zgodi? Strah, ki se usede na prsa, dobesedno slabi imunski sistem, to je kronični stres, ki vpliva na nadledvične žleze. Nadledvične žleze proizvajajo stresni hormon, posledično pride do visokega krvnega pritiska, posledično sam sebe zaciklaš v lažeh, ampak predvsem vse to tebi zategne zanko okrog vratu, zaradi tega, ker enkrat mi je ena gospa rekla, veš, grozen zakon sem imela, grozen zakon. Je rekla, ampak vsa ta leta sem imela enega prijatelja, da sem lažje preživela. In vedno govori, kakšen je bil mož, ampak v osnovi je pa tudi ona varala, ni samo mož, a veste. In zato je tako pomembno biti iskren do sebe, priznati resnico. Danes sem prebrala na portalu Dobra karma o nekem angleškem voditelju, ki je zmogel po 30 letih zakona priznati resnico. In kakšna je bila njegova resnica? To, da ljubi moškega. A veste, kaj pa dol ljudem, ki zmorejo govoriti resnico? Občudujem ljudi, ki zmorejo govoriti resnico brez strahu, kdo ga bo pribil na križ, kdo ga bo obsodil, ampak govorijo svojo resnico. In spoštujem, globoko spoštujem ljudi, ki zmorejo stati za svojo resnico, se soočiti s tem. In mogoče, če se spopadate s tem, da ne zmorete govoriti resnice, dobra knjiga, ki vam jo priporočam, preberite knjigo Bojevnica ljubezni, vam bom spodaj pod videom dala povezavo. Preberite knjigo od Joe Dispenza, Placebo ste vi, preberite knjigo Biologija prepričanj, vam bom dala dobre knjige za od spodaj. Preberite knjigo o frekvencah. Frekvenca je tista, ki je odloča v našem imunskem sistemu. Ja, seveda, tudi o tem, kar govorim, najdli boste v mojih knjigah, ko ima življenje žur, ko imajo hormoni žur. Seveda, tukaj noter pišem o teh, knjige so težke. Ja, res je. Ena gospa mi je rekla, da moram naslednjo knjigo bolj lahko napisati. Letošnjem letu bom napisala novo knjigo in upam, da bom nastala bolj lahka. No, tako da naredite nekaj v tej smeri za svoje pozitivno mišljenje. Vi odločate, kam gre to kot vaših misli, vi odločate, komu namenjate in čemu namenjate svojo pozornost, zato svojo pozornost namenjajte v tisto, kar vi želite. V zdravje, v lepe odnose, vse dobro. Ja, včasih je treba tudi ranjeno dušo pozdraviti, vem, težko je takrat, ko zdravimo svojo ranjeno dušo, ampak se splača. Zato, ker potem, ko se osvobodimo vsega tega, kar nas drži, je naš imunski sistem močan in tudi če zbolimo, se zelo hitro sestavimo in potem je vse bolj enostavno. Tako da imejte se lepo, uživajte, imejte sebe radi in se zavedajte, da timus in srčna energija je tista, ki napaja vaš imunski sistem. Uživajte!